Afriški samodržec, kruti despot, avtoritativni diktator. S temi vzdevki predvsem zahodni mediji in politiki opisujejo Roberta Mugabeja. Svojega sovraštva do britanskih kolonialistov nikoli ni skrival in zato mu nikoli ni bilo težko prijeti za orožje. Postal je revolucionarni junak, ki je priljubljenost gradil z bojem proti beli manjšini. Da je za oblast pripravljen storiti vse, se je pokazalo v državljanski vojni, ki je sledila nesoglasjem v koaliciji. Leta 1987, po 4 letih državljanske vojne, se je Mugabe vklical za drugega predsednika v zgodovini samostojnega Zimbabveja. Mugabe, ki je v mladosti obiskoval katoliške šole in kasneje pri vodenju države sledil smernicam marksizma, je bil znan po svoji neposredni retoriki. Leta 1995 je denimo svoj prezir do homoseksualnosti ubesedil z naslednjimi besedami. If dogs and pigs know their mates, can human beings remain human beings if they do worse than pigs? So on days like this, let's dedicate ourselves to the correct path. Mugabe je v zadnjih 3 desetletjih vodil svojo osebno vojno proti Zahodu. Kljub temu, da se je večkrat zdelo, da je njegove ere konec, se je vedno obdržal. Vsak dvom v njegove sposobnosti vodenja je okarakteriziral kot vmešavanje kolonialnih velesil v notranje zadeve Zimbabveja. There will never be a regime change here. There will always be the people of Zimbabwe in control. Well, I don't know. Neither Bush nor Blair can bring about regime change here. Never. We'll never accept it. Čeprav je Zimbabve veljal za državo z visokim potencialom, teh pričakovanj nikoli ni izpolnil. Kljub naravnim bogastvom se državljani soočajo z revščino, visoko inflacijo in izgubljenimi priložnostmi. Pomoč in nasvete iz tujine je vedno gladko zavračal. The issue of our sovereignty and the issue of our land is not negotiable. Our resources, let those who come negotiate with us to participate in our resources. But our gold is ours. Our platinum belongs to us. Our diamonds are ours. They are not American, they are not British. Kar 30 let se že drži na oblasti. Obdržal se je tudi takrat, ko so mu volivci odrekli podporo. Leta 2000 je izgubil referendum za spremembo ustave, ki bi mu omogočila nov mandat, a so njemu naklonjene milice hitro obračunale z opozicijskimi voditelji. Pred porazom je bil tudi leta 2008, pa je njegov protikandidat Morgan Tsvangirai zaradi napadov na njegove podpornike izstopil iz predsedniške bitke. Vprašanje njegovega naslednika je bilo vedno aktualno, še posebej v zadnjih letih, ko se zaradi njegove starosti vse pogosteje govori o Zimbabveju po Mugabeju. No, the party will find a successor. It's the people who will find a successor. I came from the people, and the people, in their wisdom, are members of the party, will certainly select someone. Once I say, well, I'm now retiring, but not yet. At this age, I still can go some distance, can't I? Mugabe je zaveznike iskal predvsem pri tradicionalnih nasprotnikih Zahoda. Kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin in kubanski voditelj Fidel Castro so tisti politiki, s katerimi je Mugabe želel graditi prijateljski odnos. Toda danes ima vse manj prijateljev. Njegovi najtesnejši sodelavci so zaprti. Njegova soproga, ki si je obetala predsedniški položaj, pa v hišnem priporu. Odločeni, da se mu odrečejo, so tudi v stranki ZANU-PF, ki jo je dolga leta vodil. Danes, ko pred njegovim domačim pragom stoji vojska, je morda končno napočil čas, da se afriški samodržec upokoji in prihodnost države prepusti novim ljudem.